Živjo, sem Tjaša Del in delam unboxinge hudih stvari na neki kanalu. Pa si poglejmo to malo pobližje. Danes bomo unboxali 3D pisalo. Ok, imamo slim design, tako da ne bi bil dost majhen, da se jih dost hitro da zamenjati, da imaš možnost ABS ali PLA materijala, keramičen nos, na USB se ga fila, oziroma na USB je po moje kar skozi priklopljen, ker rab to kar dost elektrike in pa OLED display ima. Noter dobimo še filamente, to je ful pametno, kable, čaržerje, plastik screwdriver. Kako awesome, plastičen izvijač. Wow, iFlow stolp. No ja, iFlowga stolpa mi verjetno ne bo ratali izdelati, a ne, to je tako zelo optimistična ideja. Mislim, da se na njihovi spletni strani da dobi par idej, kaj lahko na začetku poskusimo. Fora tega pisala je, da ti v bistvu sproti topi plastiko in lahko potem 3D rišeš po zraku. To se meni zdi ful interesantno, me pa zanima, če tudi v praksi deluje tako dobro, kakor v teoriji. Ok, kaj imamo tlele? Filamente. In pa navodila po vsej verjetnosti. Charger, tole gre v steno. Tole gre v sam pen. Dajmo pogledati tale pen. Tale plastika mi sama po sebi tako malo čip deluje. Lepo ga držiš, ni preveč ogromen, ker pač če veš, kakšni so 3D printerji, pa če si zamisliš, kakšna je lepilna pištola. Lepilna pištola, ki deluje po izredno podobnem principu, stopi lepilo, plastiko, silikon in potem jo da ven, pa lej, koliko je ogromna, ne, tako. V primerjavi z tem svinčnikom, ki stopi plastiko in ki jo porine ven in je tako tanek. Jaz se grem zdaj pozanimati, kako tole naštimati za ta prave plastike in malo trenirati, kako se uporablja. Ok, sem se pozanimala. PLA filamenti imajo veliko nižje tališče, so primerni za izdelke v stiku s hrano, nimajo vonja in so biorazgradljivi. Medtem ko ABS filamenti imajo višje tališče, imajo majčken vonja, tako da je fajn imeti kakšen oken odprt in pa so reciklažni, da se jih reciklirati. Ok, začneš tako, da vklopiš pisalo, ga segreješ na željeno temperaturo, vstaviš filament, daš na največjo hitrost in pritisneš gumb za ekstrudanje filamenta. Ko filament pride na drugi strani ven, lahko začneš s svojim risanjem. Tudi, ko zamenjaš barvo, je proces čisto enostaven in ponavadi ne zgubiš več kot par centimetrov filamenta. Tako da packarije ni sploh nobene. Štej, kolikrat rečem filament v tem videu. V paketu dobiš 3 barve po približno 3 metre filamenta. To je načeloma dost za kar nekaj ur ustvarjanja, ampak jaz bi ti priporočala, da si že v štartu dokupaš par rišfilov. Mogoče v drugih barvah ali pa količinah. Načeloma iščeš 1,75 mm ABS oziroma PLA filament. S 3D pisalom se najlažje naučiš delati, če začneš enostavno s pobarvankami na papirju. Sprintaš si neke simple pobarvanke in z pisalom enostavno slediš linijam na pobarvanki. Tako ustvariš najprej 2D slikice, ki jih potem lahko naprej razvijaš v 3D umetnine. Tako se tudi zelo dobro navadiš, kakšno hitrost pisala oziroma ekstrudanja tega filamenta ti najbolj ustreza in koliko lahko raztegneš ta filament. Ok, to zdaj obvladaš. Gremo se lotiti neke stavbe. Pri 3D printanju in 3D risanju je pomembno, da si cel projekt zamisliš tako kot eno veliko sestavljanko. Ja, seveda lahko tudi ti primeš pa držiš filament v zraku, ampak je to majčkeno časovno zamudno, pa nimaš lih dobrega nadzora, ali bo naravnost šel gor ali se bo zvil vmes. Zato je najlažje, da si narediš v bistvu skelet stavbe na papirju in potem ta skelet odlepaš in združiš skupaj kot eno veliko sestavljanko. Pol se pa da narediti iFlow stolp. Možnosti ustvarjanja tukaj ni ne konca, ne kraja. Lahko ne samo, da ustvarjaš neke dekorativne izdelke, lahko tudi popravljaš že obstoječe 3D naprintane izdelke oziroma izdelke iz PLA, ABS plastike, lahko kreiraš neke čisto nove praktične izdelke, ki jih mogoče potrebuješ, ustvarjaš prototipe ali pa narediš 3D model svoje bodoče arhitekturne kreacije. Ok, kaj pa varnost? A je to res otroška igrača? Jaz bi tako rekla, to je igrača za velike otroke.
Torej, če si sposoben delati z lepilno pištolo, si tudi sposoben delati s 3D svinčnikom. Zelo se segreje samo konica in pa črn del, ki ima znak za vroče. Vse ostalo je lepo hladno. Tudi ko ti odložiš svinčnik, se ta takoj začne ohlajati, tako da moraš včasih počakati kakšno sekundo, dve, da se spet ogreje na delovno temperaturo, ko ga pograbiš, če ga imaš dalj časa pri miru. Ta varnostni sistem je res zelo inteligentno narejen in te ne ovira pri tem, če konstantno skozi nekaj ustvarjaš in rišeš, ni pa bojazni, da bo zdaj kaj zagorel, zaradi tega, ker si ti pozabil 3D svinčnik vklopljen. Že slišim, Tjaša, to je ful hudo, ampak zihar je ful drago, pa stujine je treba naročiti. V bistvu ga imajo v Telekomovi spletni trgovini. To je ena izmed unih stvari, ki jo 1. december pošljaš mami ali pa očiju na mail s pripisom to bi za božička, a veš, da bodo enkrat malo bolj praktične igrače, da ne bo skozi sam kar neki brez veze, a ne. Meni je ta pen tako noro dober. To je zbudil tazga otroka v meni, da ljudje okoli mene niso verjeli, zakaj jaz dobesedno preživim 3-4 ure za mizo in samo rišem tiste črtice in rišem pobarvanke in sestavljam skupaj stvari, ker mi je bilo toliko noro dobro. Začela sem spet razvijati mojo prostorsko predstavo, ker naenkrat pognutiš, da stvari ne delujejo tako, kot si jih ti zamislil, a ne? In da moraš misliti na več stvari hkrati, na prostorsko usmeritev, kako bo zadeva skupaj stala, kako jo boš skupaj povezal, kjere točke morajo biti močne, da se zadeva ne podre vse skupaj. Tako gravitacija scene, a veš? In take zadeve. In mi je bilo tako noro dober, tako res taka amazing igrača, pripomoček, da jaz bi to imela tako v svoji pisarni, zraven, tako kot imaš, ne vem, lepilno pištolo, pa, ne vem, spajkalnik, ne, lepilna pištola pa spajkalnik pač nista predmet vsake normalne pisarne, ampak jaz imam pač malo bolj kreativno pisarno, ne, in take stvari najdejo pol svoje mesto tudi pri meni. Če vam je bil ta video všeč in bi radi videli še več hudih unboxingov, lajkite ta video, ne pozabite, subscribite se, to je ful pomembno. In pa, če boste sami kaj ustvarjali s 3D pisalom, absolutno nam pošljite slikce na neki kanal Instagram, zato da vse objavimo, da vse pogledamo, zato ker nam je ful dobro, če dejansko upoštevate naše nasvete in tisto, kar vam predamo v teh videih. Imejte se fajn, pa se vidimo spet kmalu. Čau!